Navodilo naloge pravi: prodajalec ima v vrečki 15 srečk, 5 dobitnih in 10 praznih. Kupimo 4 naključno izbrane srečke. Izračunaj verjetnost dogodkov: a, da vsaj ena srečka da je dobitna, in b, 2 kupljeni srečki bosta dobitni, 2 pa ne. Najprej si bomo pogledali, kolikšna je verjetnost, da je vsaj ena srečka dobitna. Pri tem, to je naš dogodek A. Pri tem si bomo pomagali z izračunom verjetnosti nasprotnega dogodka. Torej, verjetnost za naš ustrezen dogodek A, ki je, da je vsaj ena srečka dobitna, bo kar 1 minus verjetnost za nasprotni dogodek, kar bomo označili z ne A. Naš nasprotni dogodek pa je, da nobena srečka ni dobitna. Da lahko izračunamo verjetnost, si bomo najprej pogledali, koliko je vseh možnih kombinacij izžreba srečk. Ker imamo 15 srečk in jih želimo razdeliti na 4 mesta, kolikor srečk mi kupimo, bodo to kombinacije brez ponavljanja. Pa se spomnimo, kakšne so kombinacije. Kombinacije izračunamo tako, da v števcu pišemo n fakulteta, v imenovalcu pa n minus r fakulteta krat r fakulteta. Torej, vseh možnosti za naše srečke, ki jih izžrebamo, so kombinacije vseh naših srečk je 15, ki jih želimo razdeliti na 4 mesta. Torej, bo to 15 fakulteta ulovljeno z 15 minus 4, kar je n minus r, kar je 11 fakulteta in še krat 4 fakulteta. Ker je to število precej veliko, se ne bomo mučili z računanjem s kalkulatorjem, ampak si bomo pomagali z manjšim trikom. In sicer bomo tale fakulteta pomeni, da je to produkt vseh zaporednih števil do 15. In bomo to pisali kot 15 krat 14 krat 13 krat 12 krat 11, pri 11 bomo napisali kar fakulteta. Ker gre za naprej, dol še vse naprej. V imenovalcu pa imamo 11 fakulteta krat 4 fakulteta, pa tudi razpišemo. To je krat 4 krat 3 krat 2 krat 1. Sedaj lahko 11 fakulteta, ker nastopate tako v števcu kot v imenovalcu, pokrajšamo. Poleg tega pa lahko pokrajšamo še 4 krat 3 je 12 in še tole dvojko in 14 in nam tukaj ostane 7. Torej, v vseh naših možnih kombinacij kar produkt 15 krat 13 krat 7. To so vse naše možne kombinacije. Naših ugodnih dogodkov pa si bomo najprej pogledali, koliko je dogodkov, če izžrebamo same prazne, kar je ravno naš nasprotni dogodek. Praznih srečk je 10. Torej je možnost 10 srečk, ki jih razporedimo na 4 mesta. Zopet to izračunamo. 10 fakulteta, spodaj pa 10 minus 4 bo 6 fakulteta krat 4 fakulteta. 10 fakulteta, tako kot prej, ponovno razpišemo. Je to 10 krat 9 krat 8 krat 7 krat 6 fakulteta. Spodaj pa 6 fakulteta prepišemo, 4 fakulteta pa znova razpišemo. 4 krat 3 krat 2 krat 1. 6 fakulteta pokrajšamo. 4 krat 2 je ravno 8. 3 pa 9 pa tudi lahko krajšamo in nam zgoraj ostane še ena trojka. Torej bo naš rezultat 10 krat 3 krat 7. Verjetnost,
Za naš nasprotni dogodek bo tako. Verjetnost od ne A bodo število naših kombinacij za želeni dogodek, torej da ne izžrebamo nobene srečke. 10, 4. Spodaj pa število vseh možnih kombinacij za izžreb srečk. Torej 10, 15 in 4. Ustavimo te dva rezultata. 10 krat 3 krat 7 in spodaj 15 krat 13 krat 7. Sedem zopet lahko pokrajšamo. 3 in 15 nam ostane spodaj 5 in pa še 5 in 10 in nam ostane zgoraj 2. Tako da dobimo, da zgolj ostaneta le 2 13. Nas je zanimalo, kakšna je verjetnost, da izžrebamo vsaj eno dobitno srečko, tako da moramo zdaj še naše 2 13 odšteti od 1. Kar pa je 11 13. Zanima nas še verjetnost, da sta natanko 2 srečki dobitni in natanko 2 prazni od 4 srečk, ki jih izžrebamo. Vseh možnosti bo ostalo enako kot v primeru A. Torej, bo to kar kombinacija 15 različnih možnosti, ki jih moramo razdeliti na 4 mesta. Je to kar 15 krat 13 krat 7, tako kot smo že ugotovili v primeru A. Sedaj pa nas še zanima število za nas ugodnih možnosti. Torej, najprej si bomo pogledali, koliko je število možnosti, če sta 2 srečki prazni. Praznih srečk imamo 10 in želimo dobiti 2 prazni. Torej, bodo to kombinacije 10 elementov, ki jih želimo razporediti na 2 mesti. Tole bo 10 fakulteta, ulomljeno z 10 minus 2 je 8 fakulteta, krat 2 fakulteta. Pomagamo si s podobnim trikom kot v primeru A. 10 fakulteta torej razpišemo. 10 krat 9 krat 8 fakulteta, ulomljeno z 8 fakulteta, 2 fakulteta pa zopet razpišemo in je to 2 krat 1. Podobno kot v prejšnjem primeru bomo sedaj tale ulomek popolnoma okrajšali. 8 fakulteta in 8 fakulteta lahko okrajšamo in še 2 in 10 in tukaj ostane 5. Vseh možnih kombinacij 10 praznih srečk, ki jih razdelimo na 2 mesti, je torej kar produkt 5 krat 9, kar je 45. Zdaj pa si še poglejmo, kolikšno je število vseh možnih kombinacij, če želimo dobiti 2 dobitni srečki. Vseh dobitnih srečk je 5, torej bodo to kombinacije 5 elementov, ki jih želimo razporediti na 2 mesti. In bo to 5 fakulteta, ulomljeno s 5 minus 2 je 3 fakulteta, krat 2 fakulteta. Zopet 5 fakulteta razpišemo. Tri fakulteta v imenovalcu pripišemo, dvojko zopet razpišemo. In pokrajšamo kar lahko. Torej, 3 fakulteta in pa tole dvojko. Zgoraj nam ostane 2, tako da je vseh možnih dobitnih kombinacij za 2 dobitni srečki 2 krat 5, kar je 10. Vseh, torej za nas ugodni dogodek, bo produkt teh 2, ker želimo dobiti hkrati 2 dobitni in 2 prazni. Dogodek, verjetno za naš dogodek B, bo torej C5, 2, krat razporeditev ostalih praznih na 2 mesti, ponovljeno z vsemi možnostmi, torej C15 in 4.
Spodaj pripišemo v imenovalec številec, ki smo ga izračunali v A primeru, torej 15 krat 13 krat 7. V števec pa pripišemo 10 krat 45. Zopet malce pokrajšamo. 45 lahko delimo najprej s 5, pa nam zgoraj ostane 9, spodaj pa 3. Pa še enkrat lahko tole pokrajšamo, zgoraj ostane 3, spodaj pa 1. 10 krat 3 bo 30, 13 krat 7 pa je 91.